Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dobro jutro vam želimo, dragi poslušalci in poslušalke na valovih Radia Sora. To jutro se bomo zbujali skupaj z Niko Vodan. Kot smo jo torej že predstavili, dobitnico velikega kristalnega globusa, zlate ter bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Pekingu. Nika, dobro jutro ti želim. Dobro jutro. Se bova najprej zmenili, da se tikava, glede na to, da sva z istih koncev, z iste šole, pa 3 leta razlike. Dogovorjeno. Povej, Nika, kako si to jutro navajena, si zgodnega vstajanja, kaj ne tudi zaradi treningov? No ja, če smo čisti iskreni, bom rekla, da ne zelo. V teh cajtih od poškodbe naprej kar rajš malo potegnem, ja. Aha, si se malo navadila, ne? Ja, zmanjkali prejšnja leta zgleda, pa zdaj malo nadoknadam nazaj. Tako. Glede na to, da sem naštela že nekaj dosežkov v tvoji karieri, a je še kakšen tisti, ki ga res pogrešaš oziroma ki ga imaš res cilj doseči? Ja. V bistvu eden večjih, ki je v bistvu zdaj ta, ki ga je tudi Nika uspela usvojiti, in to je polet v bistvu preko 200 metrov, tako da jaz upam, da mi to enkrat uspe. Ker ostalih stvari, pač, če tako pogledam, pa po predalčkam načeloma kar nekih stvari imam že usvojenih, sicer ne s prvimi mesti čisto vse, ampak se bom tudi s 3. mestom zadovoljila. Vsekakor. Glede na to, da si šele pri 25, imamo res včasih že občutek, da si prava veteranka, ne? No, začela pa si torej vendar izkušena veteranka v dobrem smislu. Ja. Začela pa si torej v Žireh. Ti si bila tista, ki je tvojo družino nekako povlekla na skakalnico v Žiri na dan odprtih vrat. Res je. Kakšni so bili ti začetki? Drugače se jih zelo malo spomnim, če sem čisto iskrena, ker je že kar nekaj let od takrat, tako da jaz sem vesela, da sem takrat pač to potegnila vse skupaj, da sem rekla, mami, zdaj pa gremo mi v Žiri, ker so nam ful lepo predstavili to v osnovni šoli, te smučarske skoke, in mi je bilo ful zanimivo, adrenalinski, in itak sem se počutila in videla, da pač sem mogoče bolj za to stvar. Tako da sem se odločila, šla tja, smo šli skupaj z družino, zraven se odločila tudi oba dva brata, skakali smo skupaj tam v tistem klubu in v bistvu ustrajala sem potem naprej samo še jaz, zato ker ne vem, rezultati so zgleda pač ponesli me naprej in sem vesela, da sem ustrajala. Koliko pa je te negotovosti na samem začetku? Kdaj si začutila, da pa je to tista pot, po kateri bi rada stopala tudi profesionalno? Mislim, bolj takrat, ko se je bilo treba odločiti za katero šolo. Takrat sem pač mogla se odločiti, a bom pač naprej ustrajala v smučarskih skokih, pa bolj šla v tako šolo, da mi bo pač prilagojena za skoke, in potem sem se takrat odločila, da jaz bom ustrajala in delala na tem, da bom pač probala doseči tudi najvišje rezultate, in sem vesela takrat, da sem šla v to pot, ker drugače bi bila po moje zdaj na kakšni frizerski, bi že imela opravljeno frizersko. Ampak dobro stopaš po tej poti, če pa se vrneva še na čisto sam začetek, na skakalnico na Vovči. Tam si začela bolj ljubiteljsko skakati, ne? Rekla si, da prvič so tvoji sovrstniki celo tako padli, da naslednje leto ti nisi smela več zaradi starostne omejitve nastopiti, kaj ne? Res je. V bistvu zelo sem bila mlada takrat, ko sem uspela iti skočiti, še vse je bila to skakalnica, če se iskreno sama spomnim, je bila kar podrta, ampak smo jo zrihtali tako, da so bile te domače tekme malo pač narejene za mečken uživancije, in jaz sem takrat res pač sabo prinesla skakalen dres, ko sem trenirala, sem imela pa še vse alpske smuči, ker skakalnih nismo smeli, me bi trener kar za ušesa potegnil, tako da sem pa v bistvu res šla tekmovati, takrat mislim, da sem bila 13 let stara, naslednje leta so pa dali po moje omejitev 15, da moramo biti stari, tako da pa žal nisem smela tekmovati. No, to niso bile uradne tekme, naj še enkrat poveva, domače, ne? Domače tekme. Tako. Vaške. Tudi v taki organizaciji, ne, vendar še vseeno dobro izpeljane glede na sam obisk tudi domačinov.
Ja, meni se zdi, da je bila to ena taka zanimiva tekma, ker smo tudi sami priredili tiste neke nagrade, vsake pa niso nekaj od doma, kar mu je viška hodil in smo dali tiste vrečke in potem podelili čisto vsakmu, no, v bistvu vsak je bil deležen nagrade in to mi je bilo ful všeč. Glede na vaše objave se večino časa torej zadržujete oziroma se vaše življenje zdaj tudi po poroki večino časa odvija v Kranju, ne? Ja, kako res se pa torej še počutite povezane z delnicami? Kako se še torej vračate nazaj? Ja, v bistvu se kar še vračava nazaj skupaj z možem, tako da prideva za vikende predvsem k nam domov, kakor nama le znesel s cajtem in ja, probava, če kaj pomagava. Drugače pa bolj kot kofetkamo, no, ker dober kofej še vsem doma. Tako doma je najboljši, ne? A Res ga je. skuha mama, raje ali oče? Velikrat je tudi ta mal, ki ga skuha, tako da bom rekla, ne bom prav vsakega posebej, mislim, raje tako, vsakega posebej malo pohvaljujem, ne samo enega, da ne bom kjer mu prav v nos zlezla. No, fovšije, ne? Ja, res je. Tako, Nika, midva se bova družili še v nadaljevanju, sedaj pa si privoščiva Romeo in Julija ter Flirte, velja? Velja. Hvala Super. ti. Na stežaj Radijska klepetalnica. na Radiu Sora. Nika Vodan se danes buja z nami, dragi poslušalci in poslušalke. O navezanosti na domače delnice sva že govorili, pa dajva še nekaj o navezanosti na starše, ne? Z mamo Barbaro ste šli na marsikateri dogodek, ste jo vzeli sabo, pa denimo oče Damjan je prvič letel z letalom prav na vašo tekmo. Kako pomembna je opora staršev in družine? Ja, fest. Jaz moram reči, že samega začetka, ko sem pa začela skakati, ko sem te državne tekme imela, sta z mano skozi hodila po teh tekmah in sem bila ful vesela, da sta me spodbujala na vsakem koraku, me vozila na treninge. Tako da ja, je to kar en velik plus, ki mi je res en tak, da ti srce pogreje, no, tako bom rekla. In ja, to, da je pač ati prvič letel z letalom, ga izgleda velikanka prepričala, pa strah do hčerke, da se ne bi kaj izgudili. Ampak ja, načeloma sta krno, tako si vzameta čas, seveda pač mami zelo rada tudi na kakšne take stvari, ki pač bi jo rada sabo vzela, bi seveda tudi z veseljem šla in rada videla tudi svet, ker oba dva zelo rada bi po moje veliko več videla, ker trenutno, ko imamo kmetijo doma, je to malo težji si vzeti čas, ampak sem pa bila vesela, da sta si vzela caj, da sta lahko šla z mano v Vikersund, pa me prišla podpreti. Kako pa je odraščati na kmetiju oziroma v dokaj številčni družini, ne? Nika, če se prav spomnim, ima še 4 brate in sestre. 4 brate, pa 1 sestro, ja, je Tako. tako. Ja, pestro, zanimivo, bomo tako rekla. Dober, zabavamo se, jokamo, se kdaj skregamo, ampak taka je, če si tako je, če si v številčni družini. Jaz bom rekla, še vsem pa je tista ljubezen do pač enega in drugega, tako da se znamo tudi podpreti v različnih situacijah, kjer mu težko. Sploh zdaj recimo meni, ki je bilo pač glih po operaciji, velikrat pride prav, da se pač znamo podpreti, pa pridejo na obisk, ker ti ne moš nikamor, ko nisi mobilen. In ja, sem zelo vesela, da imam tako družino in ne bi jo nič zamenjala. Veliko pa je, si dejala, pomagal tudi tvoj mož Aljaž Vodan, ne, v tem času, ko si bila v bistvu priklenjena na dom in tudi sam je razumel nekako tvojo situacijo, sploh glede na to, da je trener otrok v kranjskem klubu. Ja, res je. Jaz sem tako rekla, že sam ima pestro službo, pa še vseeno si je vzel veliko časa, da mi je stal ob strani, me spodbujal tiste dni, ko je meni bilo res hudo. Sploh tiste prve dni, ko se zaveš, da je tudi sezona šla v nič in ja, načeloma sem ful hvaležna za vse njegove pač pomoči, za vso to kuharsko znanje, ki mi ga je predal v tem času, ker je tudi zelo kuhal v tistem cajtu, ker jaz nisem mogla biti za štedilnikom, sem za eno nogo. Tako da ja, sem ful vesela, da mi je pač pomagal takrat. Kakšni 2-3 leti nazaj, ko sem te intervjujala, si rekla, da ti ta tempo, ta vsakodnevni, lahko rečeva, pogon zelo odgovarja med zimo sploh. A to še velja? Si se zdaj v tem času, ko si bila doma, kaj razvadila? Komaj čakaš mogoče, da prideš nazaj v spet ta tempo in pogon? Tekmovalni ritem. Ja, seveda.
to bo vedno ostalo neki, da je pač tekmovalni ritem tisti glavni pri meni, v bistvu, da si skozi v pogonu, da ni pauze vmes, nekako imaš tisto rutino, se zbudiš, zajtrk pripraviš, lepo greš mogoče na sprehod, potem na tekmo, trening, kakorkoli. Meni je to pač zelo odgovarjalo. Zdaj, da se bi razvadila, dvomim, ker pač pogrešam treninge, bi rada že šla na treninge in sem tudi velikrat, kadar so punce imele kondicijski trening v Kranju, sem se jim tudi pač prikazala dol in jih prišla pozdraviti. Ponavadi jaz bom tako rekla, jaz nisem navajena, da prijem zgodno na treninge, sem bila takrat pred cajtom dol, bolj zamujam ponavadi in sem bila, zgleda pač se mi pozna, da malo pogrešam vse skupaj in bi se rada čim prej nazaj vrnila, ampak najprej sanirati vse skupaj, tako da pa naprej v akcijo. Tudi med poškodbo, ta povezanost z ekipo, z ostalimi dekleti in trenerji je zelo pomembna, da nekako ohranjate stik tudi z njimi. Ja, res je. Sem vesela, da tle imamo zelo dobro komunikacijo, da še vsem pač, ko sem doma, da sem bila zdaj ful na vezi z fizioterapeutom Gabrom Marhom, ki mi je ful pomagal pri vsakem nasvetu, vsakem pač vprašanju, ko sem ga mu zastavila, da bi pač, da me zanima, kaj lahko počnem sedaj, zdaj že toliko cajta, to pa to lahko, ne morem še toliko pokrč kolena in mi vse pač priporočal, kjere treninge, kjere vaje izvajati in smo takrat potem skupaj sestavili trening, da sem lahko izvajala to lepo skozi ta cajt, ko ga ni bilo, oziroma ko ekipe ni bilo in da se zdaj lahko pač, ko je konec sezone, bolj posvetimo še skupaj z ekipo za moj kolen. No, po tej poškodbi desnega kolena, ki se je nekako pledla že kar nekaj časa, že od poletja, pa si potem upala, da je to sanirano, pa se je potem spet pojavilo, se je bilo zagotovo zelo težko pobrati. Kakšni so bili tisti prvi dnevi, ko si sredi decembra izvedela, da zdaj pa domov z Norveške in da je sezona v bistvu praktično zate zaključena? Ja, v bistvu Kitajsko smo še poskakali takrat. Niso najlepši spomeni, če si iskreno. Vem, da pač takrat, ko je bil tista tekma na Kitajskem, ko sem poskakala na najboljši skakalnici, ko sem dosegla bronasto in zlato medaljo iz olimpijskih iger, pa potem se ne kvalificiraš noter v tekmo, je kar hudo, je že to bil en velik udarc, pa še kolen, ko smo prišli domov na treninge v Planico, se je pa to stopnjevali in je pač zgleda udarilo še potem na bolečine kolena in enostavno je bilo zgodba končana takrat. Začel se je seveda že bistveno prej, že v bistvu pripravljalnem obdobju za samo poletje in takrat smo na srečo v bistvu vse skupaj sanirali tako, da smo lahko z vsemi temi fizioterapijami, kondicijskimi vajami, v bistvu bolj prilagojenimi treningi, pač lahko začela nazaj trenirati brez kakršnikoli bolečin, pa se je pa to pač nazaj zgleda odrazil v obdobju sezone. Je težko, ker se pač odrekaš skozi v bistvu ta pripravljalno obdobje, potem pa rečeš sezoni samo še adijo. Posebej je pa težko, ker hočeš spremljati punce, pa kejšna solza poteče, ker veš, da bi lahko bil tudi sam tam, ampak žal sem se pač znala zdaj to soočiti s tem, da gledam to zdaj tudi bolj iz pozitivnega vidika. Zgleda se je moglo zgoditi to z razlogom, telo dala na off, zdaj, če sem čisto iskrena, fizično še boljš pripravljena, kot sem bila prej. No, tako in ohranjaj to kondicijo tudi naprej. Ravno to sem hotela reči, da si res taka pozitivna oseba. Tudi v teh težkih časih, če smo te spremljali prek družbenih omrežjih, si kazala, res bila v stiku torej tudi s svojimi oboževalci, fani in nekako ohranjala stik tudi z njimi. Smo te videli, kljub temu, da je zelo težka taka situacija, te nasmejano. Ja, res je. Na začetku je bilo bolj jokavalo, ampak sej pa sem se sprostila.
najdla tiste zadeve v dnevu, ki so me mogoče mečken razvedrile. Ena izmed stvari je bila kvačkanje, tako da jaz sem nikoli nisem videla mogoče tevo, ampak potem smo začeli tudi s takimi zadevami, da sem se znala, da sem začela še nekaj drugega noter dati v življenje, pa se pač mečken prepustiti toku. Tako da je v bistvu smo najdeli kakšne zadevce vmes, da je bil življenje mičken bolj poln, kakor pa sicer, ker če ne bi bila doma ležala na kavču in gledala tekme, tako sem pa pač, ne vem, bergle vzela, šla ven, šetkala po ulici, čeprav je bilo ful grozen to, ker sem se pač počutila tako, da če bi jaz gledala sebe iz druge stavbe, bi rekla, glej, ena mama gre tam lepo po ulici, pa gleda tam, kako ima eden urihtan tam le balkonček, pa ta drug. Ja, malo je smešen zgledal, ker sem res šla počas in sem vesela, da sem se pač tako hitro tudi zdaj nazaj postavila na noge. In super je, v bistvu zdaj. Zdaj vemo, kako si boš krajšala čas na vseh teh dolgih vožnjih in potovanjih iz tekme na tekmo v naslednji sezoni, ne? S kvačkanjem. Si lahko tvoj mož Aljaž obeta kakšne nove puloverje? Ne prevelikih pričakovanj. Zaenkrat smo šele v paršalih pa takih zadevah. Tako da postopoma, tako kot se gradi forma. Mogoče kakšne igračke počas, glede na to, da prihajam z velike družine, pa da imam tudi nečake, tako da mogoče kaj za njih. Tako, zdaj veste, kaj bodo dobili za rojstne dneve v naslednjih nekaj mesecih in letih. Tako, Nika, narediva še eno pauzo, tudi tebi ljuba čuk in stil na pumpo. Treba iti na pumpo, če nimaš benzina. Vsekakor, pa si privoščimo postanek. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Danes se zbujamo z Nikovo dan na valovih Radia Sora, 25-letno smučarko, skakalko, ki je torej že od decembra na prisilni bolniški, lahko rečeva. Je tako. Nekaj takega. No, o sami fizični pripravljenosti sva dejali, da si že bolj pripravljena skoraj kot si bila. Kako pa je s psihično pripravljenostjo oziroma psihološko? Ta je včasih še bolj pomembna kot sama fizična. Kako težko jo je vzdrževati oziroma krepiti? Na kakšen način si jo ti torej vzdrževala in negovala ta čas? Tle bolj s pomočjo moža, pa ljudi, ki so bili okoli, mi je uspel pač držati to psihično pripravljenost. Bom pa tako rekla, da psihično je zelo težko biti v smučarskih skokih zelo dober pripravljen. Torej, moraš biti v formi prvo, da se lažje sprostiš, uživaš. Kadar pa ti ne gre v skokih ali pa da pride tako kakšna poškodba, je pa ful težji. In sem se spopadala s tem, ni najlažji, zato pa imamo mi psihologe, ki jim zaupamo in jih pokličemo. Oni si vzamejo čas, narediš tisto urco, 2, večkrat na teden, da se pač lahko res resetiraš prvo in znaš v bistvu soočati z vsemi situacijami trenutno, ki se dogajajo. Vam je tu slučajno prišla nasproti oziroma vam najbolj znala pomagati razumeti vašo situacijo tudi Urša, torej nekoč Urša Bogataj, sedaj torej vaša svakinja, ki je tudi se soočala poškodbo in tudi vi ste jo pogrešali ta čas v karavani, ne? Jaz se itak že od nekdaj pogrešam, tako bom rekla, ampak sem pa ful vesela, ker je zdaj mamica otročku, tako da bom tako rekla, se slišimo, itak se vidimo, kadar pač mi tudi prideva k našim domačim, se vidimo, pogovarjamo. Zdaj v tem obdobju, ko sem pač jaz imela operacijo kolena, sem jo tudi poklicala po operaciji kar hiter, ker sem rabila v bistvu kakšne informacije, kako je bilo pri njej, ki mi je tudi operacijo kolena, kako se je soočala, če je imela iste bolečine in mi je pomagala, da pač se skozi dogaja nekaj s kolenom in da nikoli ni mir. Tako da nekako me je potolažila, da nisem delala prehiter panike, da sem lahko pač normalen se soočala s tem. Hkrati pa glede skokov bom pa tako rekla, da pogrešam jo kot v tem smislu, da tista cimra, ki je bila izpred let, ki sva res se ful zabavali, mi je res dala veliko, v bistvu dala mi je
velik poudarek, da se na smučarskih skokih da res veliko narediti, pa bila sem jaz v bistvu ta učenka, ona meni učiteljica, tako da sem se pač zgledovala po njej. Še sen je bila starejša in sem jo gledala z odprtimi očmi, tako da sem bila ful vesela, da je bila del tega. Me bom pa neč rekla, da je zdaj kaj narobe z mojo cimro zdajšno, zaradi tega, ker je pa še bolj nabrita, bom tako rekla, in me zna tako spraviti v dobro voljo. No, Urša je bila dobra sopotnica, pa tudi dobro popotnico je dala. Kako pa si takole krajšate čas v teh dolgih čakalnih urah na tekmo, pred tekmo? Rekla si včasih, da ste najraje tapkali žogo in se malce podajali med sabo, a to še drži? Ja, še. Mislim, zelo ne. Seveda. Ampak načeloma pa vedno zmeraj je bilo mečken teka, pa vedno žogo smo prijeli v roke in sem začela tapkati. Ponavadi sem natapkala jih 100, zato ker sem rekla, da če jih 100 ne bom natapkala, potem ne grem prej na tekmo ali pa na trening, ker je bilo tudi med samim treningom kondicijskim velikrat tako. Velikrat smo se ogreli s to nožno odbojko in smo kar žogo povezane punce, pa probamo pač tudi fantom pokazati, da smo mi tudi kaj zmožne z žogo narediti, da niso samo oni tisti, ki znajo tapkati. Točno to. Povejte, kdaj boste lahko spet normalno tapkali pred tekmo, kako poteka samo okrevanje, na kateri točki ste? Ja, zdaj poteka ta drugi mesec v bistvu od operacije. V bistvu sem že bolj proti koncu tega drugega meseca, tako da se že bolj gibamo proti tretjemu in v bistvu sem na kar dobri poti. Mislim, tistega zdravilišča še nisem dobila in sem se probala bolj sama v roke vzeti v tem cajtu, da sem več naredila na tem, da sem s samimi osnovnimi vajami probala pridobiti gibljivost kolena, moč mišic, zdaj, ki je pač toliko izplahnela, pa če jo rabiš nazaj pridobiti. Tako da, v bistvu sem znala poskrbiti zdaj v tem obdobju toliko, da sem v redu pripravljena, da lahko pa zdaj grem v tisti pogon, v tisto rehabilitacijo, ki me še čaka preden se pridružim ekipi, da grem še na inštitut in tam naredimo nekaj rehabilitacijskih vaj, tako da jaz verjamem, da bom pripravljena potem v mesecu maju. Kdaj pa potem vrnitev na skakalnice, morda šele druga zimska sezona, naslednja torej, ko se ta zaključi, poletna zagotovo še ne? Če bo vse prav, naj bi bila poleti tudi že na smučah. Ne bom nič obljubljala, raj si bom več časa vzela, da se res kolen zrehabilitira, da ne bo potrebno še enkrat odpirati kolena pa šivati. Tako da raj več časa, več zbranosti pri samih vajah in ko bo čas, bo kolen sam povedal, telo sam povedal, da sem pripravljena na skoke, tako da takrat pa tudi bojo videli tudi v ekipi fizioterapeuti, trenerji, pomočnik trenerja, zdaj pa lahko greš. Tako da jaz upam, da bo to čim prej, ker tudi jaz že malo pogrešam. Je pa res, da zna biti tista prvi strah iti nazaj na skakalnico po takem dolgem času, ker tako stresno. Z glavo bo treba nazaj, pa počasi na manjše zagotovo, potem pa še na to letalnico in uresničljivih 200 čim prej, upamo tudi mi. Ja, tudi jaz si jih res želim. Predvsem, da ga tlele zraven, ki sedi, Aljaža premagam. Tako, a je takole doma kar kaj tekmovanja med vama? Si kaj primerjate rezultate? Ja, skozi mi bo naprej meto, kar se tiče skakalnega dela. To pravi, skozi bo v družino ostal Prvodanovih. In zdaj dejansko bo Prvodanovih ostal, ne glede na vse, ali ga preskočim ali pa ne. Tako da je taktično zgleda navijal prejšnje leta, ker sem bila še križnar, da ni šlo to preko 217,5 in zdaj, ker sem vodan, lahko ponosno reče, da tu pa v familiji ostal. Tako, dobro sta se dogovorila. Kako bo pa zdaj v Plenici, te bomo lahko kaj videli okrog nje? Na njej zagotovo ne. Ne, na njej ne. In tudi drugih tekmovah še nekaj časa ne.
Misliš, da bo Nika Prevc morda celo povabljena oziroma bo imela to možnost in priložnost? Da se je govorilo, da bi lahko kot predskakalka celo poizkusila? To mislim, da ne bo. To so le govorice, po mojem, in se pač širi naokoli, dokler ni zelene luči za punce v Planici. Še mislim, da ne bo nobena druga skočila prej, tako da je glede na to, kaj se je takrat dogajalo v moškem svetu, da je Rjojo lahko skočil na posebni 300-metrski skakalnici, se lahko marsikaj zgodi, ampak načeloma ne. Načeloma je to tudi proti pravilom, če kaj prav vem, in mislim, naslednje leto še ne, tudi v Planici poletov za punce, tako da jaz mislim, da bo bolj potem, ko ne bo teh večjih tekmovanj, da si bojo mogoče dovolili, da bi tudi punce skočile na velikanki. Bom pa v tem obdobju zdaj, ko prihaja Planica, te tekme prisotna v Planici, mogoče ne čisto vsak dan, tiste izbrane dni, ker mogoče ne bo dežja, drugače pa zelo lepo vreme napovedano, vseeno, zelo lepo vreme, tako kot smo se danes vodili v njega, tako da jaz upam, da da bojo zelo lepi poleti, dolgi poleti, mogoče rekord. Upam, da no. Držimo pesti, ne? Ja. No, poleg domače letalnice v Planici ste se udeležili tudi tekme na Ljubnem, ki pa je vam še posebej ljubša zagotovo zaradi domačih navijačev, ne? Res je. Kako je bilo stati pod skakalnico in ne na vrhu? Bolj stresen, jaz bi tako rekla, toliko živčna pa še nisem bila, no. Prvo me itak toliko stresa, stres dal, ko sem gledala Niko, ki prvi skok ni bil glih najbolj popoln, iz mize sem se malo že sama potresla, če se ona nisem se jaz spodaj in upala, da je bil dovolj dolg skok in je bil dovolj dolg skok in sem sam še upala na drug skok, da je uspe. Tako da je bilo kar stresno. Navija dol spodaj, ker tega nisem navajena, jaz sem navajena zgoraj biti in ko si enkrat na vrhu rampe, vem kako je na Ljubnem, ko si na vrhu rampe pripravljen. Ja, ko spredno štartaš, se podaš dol v dolino, je, tako rekla, je najboljši občutek, ker slišiš tam ravliše spodaj. Tako je ena mini Planica, ni sicer toliko ljudi, je pa ogromen več ljudi, kot na katerikoli tekmi ženski. Pa bi bila recimo FIS odločitev, da sezono 2026-2027 popolnoma združi tako moško kot žensko karavano, minus za take manjše recimo prizorišča, kot je Ljubno, oziroma kako vi gledate na to potencialno odločitev, proti kateri so tudi Slovenci, Avstrijci in Japonci protestirali? Bi bile ženske skakalke nekako prikrajšane v primeru slabega vremena, da bi vaša tekma odpadla, moško pa bi izvedli? Ja, seveda, trenutno sem zelo proti temu, predvsem zaradi Ljubna. Ljubno bi se zelo manjkal v ženskih skokih, ženski sezoni, kakorkoli gledano. Največ je še vse navijačev tam in gledanost ženskih skokov bi definitivno padla iz tega razloga. Jaz mislim, ja, je mehna skakalnica, imaš skeri punci, imaš skeri tekmovalki, je mogoče ta skakalnica en velik breme za nas punce, Slovenke, pa niti ne zaradi samega vzdušja. Tudi marsikera druga tekmovalka je rekla, da vzdušje je super, ampak skakalnica je pa dokaj mehna. Ampak je posebna, je taka še vse na star način narejena in meni to res odgovarja. Manjka se takih skakalnic, več bi mogli biti takih skakalnic. Tekma je bolj napeta, ker je manjša skakalnica, manjše razlike in mislim, da to malo pozabljamo nasplošno vsi, da pač te tekme bi več mogli biti teh tekem. Vse jih želimo punce spraviti načeloma čim prej na velikanko, pa bi rade več letele, pa na vseh velikankah bile, ampak moramo pogledati pa še vse iz vidika, da ne smemo odstraniti teh skokov, ker je največ ljudi. In ja, seveda, tista turneja, seveda Silvestrova, je bila na Ljubnem še vseeno ena najlepših za mene. Nekaj posebenega in da si doma za novo leto, je to še en plus.
Seveda pa bojo pa tle pritiskali še vse na vso moč, da pa nas infante pač združili sami iz tega razloga, ker je vse norveška ekipa, norveški tim in druge nacije veliko močnejši kot mi in punce enostavno pritiskajo, da bi radi šli na večje tekme, na 120-metrske skakalnice. No, ampak upamo torej, da se res upoštevajo tudi številna priporočila ostalih, ne? Seveda. Nika, mi da se še vrneva torej na skakalnice, vi pa tudi lahko ostanete in nujno ostanite v naši družbi, dragi poslušalci in poslušalke, kajti naš pogovor še ni zaključen, še v zadnjo etapo gremo. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Takole pa vstopamo še v zadnjo serijo, sva rekli z Niko Vodan, našega skupnega druženja. Nika, ko ste torej sporočili, da se ne odpravljate v Engelberg in da boste ostali doma, ste tudi za vaše sledilce na družbenih omrežjih nekako rekli, dejali, da se čutite dolžne ne pojasniti, zakaj vas ne bo. Kako pomembna je ta povezanost s sledilci na družbenimi omrežji, da ste nekako ves čas v stiku z njimi? Mislim, da je kar pomembno, predvsem prvo se znebiš mečkan novinarjev, da kad daš objavo gor, da je to pač probajo izkoristiti, kar si napisal na objavi in nimaš toliko poje dela, kaj pa sem hoditi pa letati, ker si tak pač s poškodovanim kolenom je to mečkan težje bilo takrat. In ja, je zelo pomemben. V bistvu prvo, da imaš en stik z vsemi svojimi navijači, da te lažje spremljajo. Ja, nekako mi je to pač en velik podatek oziroma dam kar en velik poudarek na to, da pač sem dolžna, da jim povem, kako sem. No, v slovenski reprezentanci ste trenirali tako pod Zoranom Zupančičem, še iz Žirov, na to pa sedaj pod Jurijem Tepešem. Kako pomemben je torej sam trener? Rekli ste, da je kot nekakšen dirigent oziroma da je fino, da je malce zabaven, vendar seveda tudi resen in da zna usmerjati, ne? Ja, pomez mora znati udariti, tako bom rekla, ker ne more imeti ovčke na paši brez ograje, ampak mora imeti malo jih pod kontrolo. In jaz mislim, da prav trener je prvo, da ima vse v kompletu, od zabave, da se zna pohecati, da zna eno oštro reči, da ve, kaj dela, da takrat, ko se dela. In ja, je zelo pomemben trener, da daje poudarek in se pač poveže s celotno ekipo, ne samo z eno tekmovalko, ampak da smo res kot ekipa, da delujemo kot ekipa in seveda s puncem je najbolj pomemben ta timski duh. Če vsem marsikdo misli, da smo individualen šport in tega ne rabimo, ampak krvavo potrebujemo drugo in da se podpiramo, ker prvo je, da se ti dobro počutiš v ekipi, potem pa tudi zlaufa na skakalnic. Kar se odraža tudi v skupinskih tekmah, ne? Ja, res je, res. Čeprav je teh kar precej malo zdaj v teh obdobjih, teh časih in se bi želela več teh tekem, sploh na Ljubnem. Kako se je pa spremenila sama dinamika zmenjavo trenerja, torej ko je prišel Jurij Tepeš? Ste se hitro torej nekako rečeno pokonektali, ujeli? Nekateri bolj, nekateri malo manj, bom tako rekla. Jaz nikoli nisem delala z Jurijem, malo manj sem ga poznala, kakor te mlajše tekmovalke, ki so že prej pri njemu trenirale v mladinski. Tako da smo mogoče te starejša generacija punc, ful se čudem sliši to. Ja, smo pač mečken del cajta rabili, da smo se pokonektali, da smo ga prepoznali oziroma spoznali, uspeli spoznati. Še ga spoznavamo, jaz ga bom še nekaj cajta rabila, da ga bom spoznala zaradi tega, ker sem tako prej zaključila sezono. Tako da, ja, način dela predvsem se veliko spremeni, način treninga in tle je bilo kar veliko razlike. Moram reči, da je Zoran kar znal veliko narediti za ekipo, delati z ekipo, sestavljati predvsem treninge. Jurij je pa tle v bistvu mogoče kot še novinec oziroma prvič v teh vodah in ga pač nekako moraš razumeti, da se spopada s tem prvič in da je težko stopiti v velike čevlje in zato sem ga toliko lažje potem sprejela in razumela, da ni to
tako lahek del, kot si je mislil na začetku. Sploh z Zoranom sta bila že nekako povezana tudi skupaj z Emo iz smučarskega kluba, takrat Alpina, sedaj Norika. Ne? Kako pomembni so te manjši klubi za začetek uspešnih smučarskih skakalk? Ja, jaz bi rekla, da je kar pomembno. Jaz bom tako rekla, jaz sem imela kar lepo pot, tako skakalno. Boljše si ne bi mogla misliti. No. Ne vem, težko bi bilo bolje. Predvsem z tega razloga vidim z tega vidika, no, da je manjši klub, ki je, se mi zdi, da bolj znamo skrb držati, več je te srčnosti, povezanosti tudi že med družina, med starši. Pomagamo si veliko v klubu, da klub funkcionira tako, kot mora funkcionirati. In ja, jaz, ko sem začela, v bistvu sem začela z Zoranom. On je bil moj prvi trener in me je začel, je z mano šel naprej. Ko sem šla v srednjo šolo, je bil tam z mano, ko sem šla v reprezentanco, v A-reprezentanco, je tam prevzel A-reprezentanco. Tako da je bil vso to moja potovanje z mano in sem ful vesela in hvaležna, da je bil del tega. Kako pa je sicer poskrbljeno za podmladek v slovenski reprezentanci? Glede na to, da si rekla, da si tudi ti že med starejšimi leti, ne pri 25. Je poskrbljeno. Jaz mislim, da je kar veliko potencialnih punc spodaj, ki kažejo že na mlajših tekmah, na FIS pokalih, na COC tekmah velike lepe rezultate in jaz mislim, da je to kar dobro poskrbljen. Zdaj sploh, ker je tudi to prevzel v bistvu Zoran, je šel iz tega A-kadra v mladinske vode in jaz mislim, da Zurša to kar lepo zgodbo peljata skupaj tudi seveda s Tenom. Tako da mislim, da te punce, ki so mlajše, ki je enkrat prišle, bojo dale vetra tudi nam starejšim precej, tako kot je Nika zdaj nam pokazala. Kaj vse lahko naredim, če se je zmožna, ne? Seveda. Nika, za konec, kot so dejali, oziroma si tudi ti dejala, Trondheim, ne, je tista tvoja najljubša skakalnica, Norveška pa nekako v srcu, ne? Ja, ne znam tako rekla, Norveška, Japonska, to so ta kraj, ki imamo malo časa, malo več za pogledati okoli in jaz bom rekla, da so to eni ljubši kraji. Res posebna nacija prvo, malo so dragi ti Norvežani, ampak ajde, bomo se navadili tudi na to, oziroma smo se navadili. Je pa zelo lep kraj, tako kar se tiče tudi, ki vidiš te severni si, pa to je tudi neka posebno doživetje, da to lahko vidiš tam in ja, na Japonskem pa nacija predvsem, ker so toliko hvaležni in ti res, jaz nisem še najdla Japonca, ki bi ti, ne vem, kaj zameril ali pa da bi te grdo gledal ali pa karkoli, čeprav imajo skozi bolj, imajo poševne oči, ampak ne veš, kdaj te grdo gleda, ampak so toliko hvaležen narod, da bolj ne bi mogli biti, no. No, Nika, mi upamo in seveda želimo, da se čim prej znajdeš tako na Norveškem kot Japonskem in na skakalnicah, ter tudi presežeš tisto mejo 200. Najprej pa z naših valov Radia Sora seveda okrevanje, tako kot mora biti, na to pa z glavo naprej. Seveda, točno tako. Držimo pesti zate. Hvala, najlepša hvala vam. Ja, najlepša hvala. Vso srečo.